predmet, ki bi pa pri Hagridu ostal nedotaknjen, recimo, ne, tako je treba razmišljati, je pa nekaj za fitnesirati. Veš, neki... Kettlebell. Ja, kettle, točno to, evo ga. Sto 28 glave, ne vem več, kaj narediti. Naslednjič bom sam rekel številko, upam. Mogoče bi lahko kakšno arijo. Ne. Ne. Pižamc, daj info povej, kot smo zdaj poimenovali v podrobnosti. Info je na Facebooku, se nam pridružite v Aparatus Legitimna FB skupina, od koder bova čez nekaj trenutkov začela brati cel kup odzivov. Najdete nas tistih 16 normalnih ljudi, ki ste še na Twitterju, na @aparatus_si. Sicer pa tale podcast delava zato, ker nam je res fino in pozabva na sranje, ki se dogaja povsod naokol. Tako da podpri.si. Hvala in seveda ful sva vesela, če objavite na Instagramu in naju označite not v objavi, da poslušate, da malo pokomentirate, kje poslušate tale podcast. Res je, on je stric bedanc, jaz sem pa Anzeto. Zdaj pa kar skočiva. Skočiva, najprej se moramo upravičiti. En teden ste čakali, ljudje. En teden. Prosim, ne se upravičujem. To je res. 8 dni bo meni se zdi, ne, kaj je šlo v sredo prejšnjo ven. Tako da, ampak imela sva polno drugih gostovanj. Anže, ti si bil v Obodu, ne? Res je, o Star Treku, o Picardu. Pa še en je bil zraven. Ni važen, človek ni pomemben. Tako da tako da poslušajte Obod. Pižamc je bil pa v Aveš. A veš, tega ne res. Bil sem pri Saši Staretu in pri Alešu Novaku v Ares, tega ne veš. In je bila prav lušna trilogica je nastala, ta prvi del je šel ven, kjer sva Sašo tam pokazala, kako obvladava raznotere športe. In pa še podrobnosti smo posneli. Končno spet ene take malo sprotne, ki je Boki najdu cajt in tudi v njih nismo mogli Potterja, tako da tudi to poslušajte, če še niste. Ja, en del je izključno Potterju namenjen. Kind of. Potter nam bo vsem v pogubo. Tako. Zdaj pa mala plan danes, nekaj sva se pripravila, sva se pripravila, ampak ne spustite pričakovanja, ker s čim rečem, da so se pripravila, a veš. Tako da, s čim začneva, Pižamc? Ja, končala bova z nagradno igro, tako da boste vsi do konca poslušali. Ja, to je res. Ker je bilo noro, čez 100 se vas je javil, da hočete te palce, tako da jaz upam, da tudi, če ne boste žrebani, da boste pa podprli ustvarjalce in jim šli mečkan tja pa rekli, mogoče bi pa jaz tudi eno palico, a ne? Tako da boste manjuški šli pa rekli, jaz bi eno z bazgovim centrom in z majskim okol klepom. Ne vem, kako se temu reče. Mislim, da je okol klep, mislim, da to je tehnični termin, dejstvo. V glavnem, spet ste se izkazali na Facebooku, kjer ste podočili naju oba. Ne bova mogla zdaj vseh brati od tega, da je Patronus vezan na to, koga ima oseba rada, da je se od Anžetove najljubše poimenovane junakinje in Fedore Tonks Patronus spremenil, ki je spoznala Lupina in on jo pač najprej ni šmirglal in potem ona je imela najprej zajca in pol je pa postal v njem Patronus volk. Zdaj sem upam, da bo tako Jack Rabbit, da je rekel, ne, to je nekaj drugega, samo ni, ne, on je Jackalope, ne, kaj je zajc z rogovi. Ja, Jackalope, yes. Da je, da Sobel Slytherina so dejansko večjih, ampak da so posneli celo en prizor, v katerem Filč odpelje Slytherince v ječo in jih dejansko zaklene, kar mu jih uspe, da jih tam zadrži točno 3 sekunde. Ok. Tako da dejansko jih je poslala v zapor. Ja, to je to. Čeprav so pa tudi povedali, da pač ljudje, da v knjigi tako, da tisti, ki se noče bori, da grejo lahko dam, da se vrnejo, da grejo čez Hogsmeade in se vračajo k svojim. Ne? Pa da je tudi malo problematično za njih, pač, ker njihovi starši večinoma so na strani Voldemorta in to pomeni pač, da greš ti proti familiji. Aha, ok, razumem. Ja. Tudi ta sledilnik so nam na veliko pojasnili, da Voldemort si upajo reči samo tisti, ki so res uporniki, ne, tako da drugi uporabljajo, ne, on, ki ga ne smemo poimenovati,
Ne, oni pa, voldi, to je to. Ne, in zaradi tega ni treba na druge eufemizme dajati tega sledilnika. Tudi malo smo zamenjali imperijo, pa Krušijo kletev. Imperijo je kletev za nadzorovanje človeka, Krušijo je pa Instapain posod po telesu. Ne? Ja, to je tam v banki, mislim, da smo memo darla. Okay. Pa da imajo, to je Jernej Marovt, se je fuj razpisal, pa da zmaji imajo spet neko svojo zaščito proti magiji in se pravi še nekaj za dodatno raziskovati. Posneli pa so tudi, naj bi posneli prizor, kjer Draco vrže palco Harryju in se na ta način pač dobi mečken odrešitve. In da to dejansko naredi v uradni videoigri Svetinje smrti, kjer Draco to res naredi. Špili. A so te špili bili dobri? Ne vem, jaz sem igral samo na Quidditch. Bi pa verjetno, škeri se mi zdi, da te legoti, kar so jih naredili, to se znali biti v redu, ker te Lego izdelki so bili, kar jaz sem sicer igral samo ta Lego Movie, ta prvo, ampak tega sem mogel v otroku celega preigrati in se na parih mestih kar namatral kot nedeljski igričar. Nedeljski igričar. Kaj greš ti prevajati? Sem to me izmedel. Ja, tako kaj nedeljski voznik. Ja. Jaz nisem, jaz priznam, pač daj mi tekstovno pustolovščino, ki je malo animirana, pa bom jaz klikal debate, pa združeval 500 stvari, pa delal permutacije, s čim naj odmaševalnik za skret pokombiniram, da bo junak šel v naslednjo sobo. To je to, ne pa zahteva, da imam reflekse, prosim, to pa resno. Da je to, kaj so še povedali, kaj tazga, ta Deathly Hallows, ne, da kamen pač ta zanalašč zgubi v gozdu, ne, Harry palico zlomi in obdrži sam plašč, tako kot tretji brat, ki ga je tudi obdržal plašč in pomirjen šel v smrt na koncu. Je pa fora, da je bil ta druga svetinja smrti, se pravi ta kamen ustajenja, ustajenski kamen, kamen se vosta, oziroma kamen te vosta. Ja, te vosta, ja. Kamen te vosta je bil v unem prstanu, ki ga je dal na roko, to so omenili, da se to zveda pač in polka mu je črnela roka. Ja. To je v bistvu ful, mislim, polka sem to videl, ne, pol nekako štekaš, da je to v filmu, veš kaj, mislim, da je to razloženo v filmu, no. Pa še zmeram ni dost, ampak tako, hočem, mislim, cool. Ok, sorry, povej naprej. Ja, Ema me popravlja, da Harry obdrži brazgotino, ampak da jo v unem umestnem, v tistem Janet Voigt prizoru nima, ker je dejansko zadnji stavek knjige je The scar had not pained Harry for 19 years. All was well. Ja, to mislim, da sam te weird frizure, ki ne vemo, či so kjero dekado spadajo, naredijo. Tako da... Ampak ja. Tako da pa so se ljudje razpisali o The Cursed Child, tega ne bomo brali, ker je vsega preč. Pa za Nevila, Anže, v knjigah ne pride skupaj z Luno, ampak so šolko Hannah Abbott iz Hufflepuffa in pa da uči herbologijo Polon. Ja? Da je profoks, da kao Harry reče, kao da je pozdrav profesorja Nevila. To mi je pa všeč, to mi je pa v bistvu cool, da, hudo. Okay, to, mislim, že spet, pač všeč mi je, da je tok zaključen vse, to bom še enkrat rekel. To sem kar to se mi zdi, da mal pogrešam to v tej moderni in filmih in serijah, no, se mi zdi. Da je veliko preveč tega, da se zmeraj malo računa na naslednjo stvar, ka bo, ne. Klej pa saj tako, ki je bilo v štartu mišljeno, valjda so pol probali še zaslužiti, ne. Ampak je res tako do konca pripeljan. To sem pa še razmišljal tudi po ta zadnjem, ki smo snemali. No. Ta zadnji film, res je tako, v bistvu je kar satisfying. Ne. Kar dve stvari končajo se, velik battle je tako, res to se mi je prav usedel in imam tako dober občutek, imaš, ki je vsega skup konc, no, tako da čisto hodo. Se definitivno ena boljših 8 sezon nečesa, kar so priredili po knjigah. Absolutno, absolutno. Ja, točno. Ampak očitno pazi, Carlitos, naš prijatelj, model, prav Cursed Child does Slytherin right, tako da očitno boš moral gledati Cursed Child, ne, ker je in tam je tudi sin od Dracota noter, kjer zvemo, da je Dracotu žena umrla in zdaj je full-time fotor. Pa noter je še od
pa tudi v knjigi je omenjen sin od Remusa pa od Tonks, ki je star tudi že 19 let takrat, tukaj ga pa nismo nič videli. Ja, okay. Mislim, sej ta world building očitno gre, ampak kar je izven knjig, saj tak občutek jaz dobivam, ljudje niso najbolj nahajpani, no? Tako bom rekel. Ampak ja. Rebeka je rekla, da kaj je najbolj kul pri glavah, to bom kar zdaj tle vmeske že, da sva ji dala odgovor na njeno večno vprašanje, a bi bil Harry tako dober, če bi ga brala spoznala 20 let kasneje. Ja, očitno. Če sem jaz, template za tole, mislim, da ja. Evo, in Snape je krasotili, se pravi Bellatrix, podvalil po naredek meča. Aha, ok. To sem pa, sem videl to, mogoče sem pa sam pozabil. Hodo. Še ena taka stvar, kjer se vse malo poveže. In Snape je, ki se bori z McGonagall, uporablja samo obrambne uroke in jih malo nazaj odbija tako v una dva, ki mu pomagata. Pa to ima Svazanče rekla, ta model, ki igra od teh dveh pomočnikov, ki jih vidimo točno 5 sekund, je iz Igre prestolov, ki je, mislim, da je Cleftface bil, ali kako tak izda Theona Ramsayju. Pač, ki ga na koncu butne, na koncu druge sezone in ga pol preda Ramsay Boltonu. To po moje, veš, ko je bilo, če si imel na CV-ju, če si bil Anglež, pa si imel na CV-ju napisan, da si v Harryju Potterju igral karkoli, si bil po moje kar goden za Game of Thrones. Ja. A veš, tako so pač rekli, tam je bil, fair point, dajmo, ne. Veš, tako da ja, no. Tako da ja, to je to, pa sta pa palice, pa zeleni curki, pa ne vem kaj vse, to je že zame tudi malo preveč. Pa Jakob me je popravil, slaba bitka je bila za Zimišče, ne za grad Črnina, točno, tako je meni tista Črnina. Ja, to sem tudi videl. Zmedla, pač takrat je bil grad Zimišče, tudi grad Črnina, tako da tukaj se bom jaz majhen ven probal izmuznati, ampak bom vprašanje, koliko je. Tako da ja, hvala vsem, ki ste plodovito sodelovali pri teh debatah, to so dejansko druge najbolj komentirane debate vseh časov v aparatu s legitimni FB skupini, takoj za tisti, ki smo se spraševali, ali kje obstajajo Godlerjeve gole slike. Ker vsi hočemo to videti. Da, ja. Večinoma je bilo bog, prosim, ne. To je res. Tako da ja, ves je pa ene par celo poslal, ko bi rekel, maile potem na glave afna aparatus.si, tako da Jan prav, pošiljam na eno zabavno misel, ki se mi je utrnila v ponovnem prebiranju Ognjenega keliha, ki smo to te tribune, postavijo tribune okrog jezera in gledalci gledajo, kaj 1 uro napeto spremljajo gladino jezera. Ja, to je dosti res v resnici, ker pač od spodaj se sicer ful dogaja. Ampak načeloma, če si ti gor, vidiš pač nič, čakaš in upaš, da se ljudje, pa še tako je, veš, polka ta prvi gol pride, si tako, ali je prišel prvi gor, ali so ostali živi. Veš, tako, še ta moment je, tako da kar deprast šport zagledati, no? Tako da ja, to se kar strinjal, ja. Jaz sem na to temo sicer tudi objavil en stripek v skupini, mislim, da pred nekim časom, ko sem naletel spet en model je, mislim, da je Filip Fikatotion ali nekaj pač full dog, nek Tumblr imema, ki je delal te stripke, kjer je Dumbledore rahlo pizda in bomo dali povezavo na 15 nekih izbranih, lahko greste tudi na Tumblr bolj pogled, kjer je tako res Dumbledore tak, kot ga vidimo vsi. Ne, razen Harryja. Tako res je, norca se dela stalno Snape'a in že sploh en uvoden in lušten, tako ki spusti Harryja dojenčka iz rok, pravi, be careful, by Merlin's beard maneuver, this is not the first baby I drop. In potem ga pokaže, and then Voldemort gave you that scar with his magic. But Professor Moody said that Avada Kedavra leaves no physical marks. Your exams are cancelled. Ja, všeč mi je, ker to, kar jaz cel čas govorim, da mogoče ni najboljši ravnatelj, izobraževalen človek, se kar lepo pokaže v teh stripih, tako da mi je zelo, zelo všeč. Evo. Ana, ki je sicer na Facebooku to objavila, ampak je bolj tako, namreč prav, da je
ena od Rowlingovih bolj škandaloznih izjav, ko je par let po koncu sage izjavila, da se pa zdaj zdi, da bi mogla raje Harryja pa Hermiono sparčkati, kao da bi bila ona bolj srečna skupaj kot z Ronom. Zakaj to delati kot pisatelj? Boštjan mene sprašuje, ne? Jaz sem pač napisal 2 pravljici in sem zdaj tleješ na tem nivoju, kaj lahko komentiram. Anyway, takrat je bila to cela drama in Potterheadom se je trgal. Ne vem zakaj, pač lahko, a veš, domiselna se je, ne, se tega ni treba jemati kanonsko. Pač knjige so tam in vzameš me. Jaz sem pravzaprav vesel, da nista z Harryjem skup, ker vse, kar se je dogajalo, res ne bi mogel prepeljati. Jaz sem tako rekel, pa povej mi, že če se strinjaš, Harry pa Hermiona bi prišla skup, če bi to Benioff pa Weiss delala. Ja. In Ron bi bil skup pol z Ginny. To je narobe. Ampak zelo Game of Thrones. Ampak, še sem hotel reči, da to sem že, veš, kaj sem začela, ker sem jaz rekel, kakšen weird trikotnik je to v resnici, da sta zmerom nekako unodva, se mi zdi, da je v bistvu, imaš še zmerom to neko romanco, ampak ni ubešena na ta glavnega protagonista, kar je v bistvu kar ok, se mi zdi, da skoraj sveže deluje. No? Veš, ker po vseh možnih hollywoodskih pravilih bi mogel Harry vse will day, won't day imeti čez čas. Yeah. Se mi zdi pa tak dober deflection to, da v bistvu sta una dva. Tako da ja, to se meni že na začetku dopadlo. Tako da zakaj greš pa pol karkoli razlagati? Ja, ne vem, jaz nisem pisatelj. Tako kapišan, seveda. Pol Sani Veljanovski prav, živijo, zelo sem vesel, da ste se lotili Harry Potterja. Prav, nekako sem hotel vam tudi predlagati, da začnete, sam nisem. Tako da, kada si? In vprašanje, a vam je svet Harryja Potterja na trhlih nogah? Recimo Game of Thrones je res detaljno predstavljen, enako velja za Gospodarja prstov oziroma Hobita, pač Tolkien na svet. Tukaj pogrešam malo ozadja. Že sama Bradavičarka se mi zdi premalo razložena, kako se je ustanovil, zakaj so veliki 4 čarovniki si izbrali ravno Bradavičarko. Kako je prišlo do tega, da so se odločili veliki 4, da zdaj pa čas za izobraževanje mladine, čeprav je tomu tu kurikulum nevšečen, zakaj pride do prve čarovniške vojne, kaj je najhitrejši in najvarnejši prevoz. Koliko se tebi zdi razdelano, koliko ti je ta svet, in tukaj bi mogoče se navezal na to debato, ki smo jo z Obodovci imeli, pa mislim, da sem tudi že enkrat omenil to, koliko si imel snemanje teh Watchmenov pa His Dark Materials, njegova temna tvar zdaj na HBO-vu, kjer se pa ne vem, pri Watchmenih si imel tako res feeling, da svet živi tudi, ka kamera ni na njemu, pa runih pa tako, te smo nekaj pokazali, ampak vzad pa ni bilo mesa. Koliko se je tebi zdel tukaj razdelan vse skup? Mislim, tako bom rekel, presenetljivo ok za filme, ampak se mi zdi, da smo se to že vsi naučili nekako gledati. Veš kaj mislim, tako da nekako vidiš, še ene stvari, ki so samo malo nakazane, pa jih polkar nekako kupaš, se to je po knjigi, je pa tega več. Ja. A veš, na ta način. Tako da, in ker je dosti tega v bistvu, a veš, da kakšne stvari samo tako omenijo, pa se pol razložijo, pa ne čista. Tako da v resnici zame je dovolj. No? Jaz nisem imel feelinga, jaz mogoče še najbolj, kar me je medli, tisto, kar so se itak pogovarjali, ne vem, a veš, kje dejansko je Bradavičarka, pa s tistim avtom, veš, kakšne take stvari pol. Ja, pač neka ta, bi rekel, sama mehanika delovanja magije. Ja, tisti je mogoče tako, ki je včasih tako, ampak je pa res, da čim je magija, veš, je zelo tako, itak je več ali manj vse dovoljen, zdaj, ko bo hle res pravil, a veš, tako, to je zelo tak spolzek terena. Ampak kar se pa nekaj sveta tiče, je pa v bistvu, veš, ker je to tudi mogoče poudarka na Bradavičarki, je meni kar stoji. No? Pač imaš ta prav svet, imaš Bradavičarko, pa pol ta nek prelivanje, pa se mi zdi, da tisto, kar je zelo na kul narejenje, da pač v realnem svetu ne smejo uporabljati magiji tam mali. Se mi zdi, da to mi je tako kul, se mi zdi, da to ful enih stvari tako malo dreže in ti da vedeti, da tam je cel nek svet, ki se dogaja. Imaš pa tudi ta realen svet, ampak ker hoče oboje film oziroma knjiga, mu to da pol težo. Če bi se to sam dogajalo v Narniji, v neki, neka make-believe svet. V neki omari. Ampak če bi se vse dogajalo v tem čarovniškem svetu, pa bi mogoče rekel, dajte še kaj povedati. Tukaj pa v bistvu to sam kot nečist kontrapol, ampak sam še kot ena dimenzija zraven realnega lifea. In pol kar hitreje vse kupaš. In bi bilo v bistvu meni čist dost razdeljeno, resnično. Plus, una mehanika v bistvu Toma Riddla, ko v bistvu gledaš tudi te malo preteklosti, a veš,
Saj kar se Voldija tiče, tako je dober meso da zadevi. No? A veš, pa mlad Dumbledore, pa tako, a veš, tako se mi zdi, da kar pofila. No? Tako da ti mi je, nisem mlad, mlajši. Mlajšiš. Ja, veš, nič mi ni tako, mislim, če hočem že o čem več vedeti, je bolj tako zaradi toho, bolj kot zanimivost, ne kot to rabim vedeti, da mi bo zgodba stala. Veš, tega v bistvu sploh nimam tega občutka, v resnici. Cool. Mogoče bi to res tudi, kot se jaz spomnim iz knjig, ki, kot rečeno, sem jih bral nazadnje pred več kot desetletjem, je ravno to, da noter imaš ful več tega šolskega pouka, veš, in potem v knjigah tudi zveš o neki zgodovini čarovniški, pa kdaj so neke stvari nastale, pa kdaj so kakšne uroke imeli, pa neki spopadi, pa zgodovina, tako da dejansko tam je tudi večno tega ozadja zapisanega in se mi tudi zdi, da kar lepo pofila. No? Tako da v glavnem Sani prav srečno, pa ne za večno. Pa mogoče bi se sam še to, preden gremo na naslednje pismo, ravno to mi je tudi zanimivo, ne? To, kar si rekel, da je ta prehod iz realnega sveta v fantazijski svet je dost manj odrezan, kot recimo, se pravi, itak Game of Thrones, pa Gospodar prstanov, ki je itak to čist drug svet, kot recimo tudi pri Narniji, ker se zelo pač oni grejo noter in to je to, in pa se vse dogaja v Narniji in na koncu pridejo ven in pa se pač ta starejša sestra začne že malo šminkati, pa malo napravljati in že nima več prehoda v Narnijo, ker ni več čista duša, in to je vse pravzaprav, kar je. Od zunanjega sveta, razen tega, tam, pač, oni so med vojno tam na podeželju in pol nadej. Medtem tukaj pa res je ta konstantna in se mi zdi tlej zelo ta dalovski element, ker Roald Dahl, recimo veliki dobrodušni velikan, je tudi pač, ko imaš ti realni svet in potem se ta začne stapljati v našega, ker to Zovko ta velikan pobere in pa greste in rešuje ta otroke ali pa tudi čarovnice Dalove, če tako gledaš, kjer dejansko sploh nimaš, da bi imeli one svoj svet, ampak živijo med nami. Tako se mi zdi, sploh, ko si otrok, ko to bereš, je tako še večja imerzija v to, kar pač si reče, kaj pa če se to tudi zdaj dogaja na tem mestu. Tako imaš eno dodaten stimulus za vzburjanje domišljije. Tako da ti si bral kdaj Roalda Dahla, ko si bil mulc? Sem, ampak točno toliko dolg nazaj, da veš, in Gianta in zdaj čarovnice, ki si rekel, imam tako nek megleno, vem, kaj se dogaja, ampak da bi pa zdaj ful dolg nazaj, v bistvu res. Ja, jaz se prav spomnim, ko sem čarovnice tam, ko opisuje, kako so te čarovnice, ko jih prepoznaš, ki imajo neka tako čudna ušesa, pa kremple za to skozi rokavice nose, oziroma ne, nosnice imajo ful široke. Ko sem mulc pa, veš, da si to sam pravi, pa kar gledaš, tle zdaj kakšna je mogoče čarovnica, a veš, a me bo kjera probala, tako, totalno imaš tega noter. Tako da hvala za te nastavke, za debato, Sani, in mi gremo naprej. Jakob pravi takole, ima pa vprašanje za naju, kam in kako bi v čarovniškem svetu skrila svoj skrižven? Se pravi, kam bi skril svoj horcrux, sem že? Koga bi fental? Koga bi fental za horcrux? Dajmo enostavno, recimo, da čist hipotetično. Vemo, da tega nihče od naju ne bi naredil, ker smo na strani dobrih. Slytherin? Koga bi fental bi Dr. Whoja, v bistvu, ne? Aha. Zaradi tega, ker se mi zdi, tiste je bilo kar narobe, kar je z Moodyjem delo in vse se mi zdi, da od vseh teh je bil najbolj tako pa še nadležen, veš kaj mislim, tako da to recimo, ne ga bi fental, če moram nekoga umoriti, ne. Kam bi pa skril? Pa kaj bi bil pol ta skrižen, kjer predmet? Enega zbereva, pa enega skrijeva, recimo. Ne, se to pač, ti si zdaj njega ubil, to je zdaj tako kot klu. Ja. A veš, se pravi, enega si ubil, v kjer predmet boš skril del svoje duše, pa kam boš skril ta predmet? Kam bi ga skril, je zelo dobro vprašanje. Zdaj vnoter, valjda v Bradavičarko, ne? To bi zih naredil za nalaž, ne? A veš kam? Hagridu domov, in se pravi predmet, ki bi pa pri Hagridu ostal nedotaknjen, recimo, ne, tako je treba razmišljati, je pa nekaj za fitnesirati. Veš, Kettlebell. Ja, kettlebell, točno to je oga. Kettlebell,
kettlebell, Hagridov kettlebell, pa recimo, da ima tako motiv nekega pajka gor, kao da je bil darilo, ne, a veš tako, da se pa zgleda malo bolj dark, če je pajk gor, ne. In ima kettlebell, ampak on ga valjda v življenju ne bi uporabil, ampak ne bi ga mogel pa stran vršiti, a veš. Tako, zato ker je bil Argarogel, karkoli že je. Aragorg bi bil gor na kettlebellu in ga ne bi hotel stran vršiti, ne bi ga pa nikoli uporabljal in bi pa sem ždel tam. Boom, hvala lepa. Best. Ti? Jaz? Umbridge bi fental. Lepa, kar reda, ja. To? Košček duše bi skril v uno njeno pero. Ja. So ga imeli zapisati in to pero bi skril v pisalno mizo od Rite Skeeter, ko itak ga ne bi najdel, ko ona skozi to drugo pero za diktiranje uporablja. Čeprav če bi ga mogel pa še dodatno skriti, mogoče bi ga pa uprtlažen kot unga avta, ki se še zdaj klati tam po hosti. Ja, se pravi, to bi bil full adventure. Dej moramo najti od pižanca Hokrax, ki pa je v Trabanto, oziroma kaj je Anglija, ne? Nekaj, ja. Ja, tako da ok, fair point. Vrede, ja. Okay. Jakov pravi sicer, da so Obojene glave ena najboljših stvari, ki se je zgodila v zadnjem mesecu. V poslušanju sem sicer kot nekdo, ki je odraščal s prevedenimi knjigami in filmi s podnapisi, kar nekaj časa preživel s tričkom Googlom, da sem si sproti prevajal imena iz angleščine. Tako da zraven je pa na YouTubeu gledal izseke filmov, tako da je poslušanje vsakega podcasta trajalo okoli 3 ure. Res super podcast, se že veselim nadaljnjih epizod. Bi uporabil pozdrav, ampak vendarle ne gre za opazovalnico, tako da hvala in lep pozdrav. Hvala, še lep pozdrav tudi tebi. Je pa res, da ko rečeš, da je to ena najboljših stvari, ki se je zgodila v zadnjem mesecu, the bar is pretty low people. Ja. Kaj pa pravzaprav imaš? A veš, glave so pa tenis greš lahko igrati. Pa golf. Ne moreš kaj Godler že, a veš, zasedel vsa igrišča. Ja, to je res. Ampak o tem se ne pogovarjamo naprej. In še zadnji, ki ga je Tadej Grum napisal, to je pa sam za prebrati, je pa spoštovana gospoda Tomič in pižama, že to, mislim, tudi tukaj je pa pričakovanje previsoko postavljeno. Se strinjam. Prav sem se odločil, da moram pisati na podcast z glave, res bi rad iz vsega srca pohvalil ta podcast, navdušen sem na tem, kako sta se lotila filmov o Harryju Potterju. Rad bi izpostavil še eno stvar, sem namreč slep in zato bi vaju reče dodatno pohvalil, ker res dobro opisujeta stvari, ki se dogajajo v filmih in knjigah, brez težav si lahko predstavljam vse, kar povesta. Mislim, bodimo iskreni, Klebel tebe hvali, jaz bi se mu kar upravičil, karkoli jaz rečem, dvomam, da si lahko človek predstavlja, ne. Ampak se bom pa vseeno, ta hvala, ki na te pada, kakšne kapljica name pada, tako da čisto sprejemam. Ja, se mogoče bo tudi tebe kaj kontaktiral, ker prav, da tudi njega zanima ustvarjanje podcastov, tako da se bo obrnil na te za kakšen. Tle se bo pa verjetno na te obrnil, za svet ne zame. Ne name. Ja, ne bo tudi prvi človek, ki se, moj mail je pa anze@aparatus.si, tako da če koga kaj zanima, to tudi tako vprašam. Pište, odgovorim relativno hitro, sem kar ok z maili, ampak včasih tudi kaj uide, tako da me lahko še pol bockete, ampak to je to. Ja. To je to, the best. Evo, in to so bila vaša vprašanja, najni odgovori. Dejansko je bilo samo eno vprašanje tehnično gledano. Ostalo so nas samo šolali ljudje več. Ja, da so samo kimala. Ok. Z unim peresom sva pisala, da slednjič bom prebral knjige. Zdaj pa. Obljubila sva, da bova preverila, v katero hišo spadava, in nama je pri tem pomagala Tina, ki je na Instagram dala mi kviz in rekla, sej zdaj na tem Wizard Worldu, sej so cool kvizi, ampak so kratki. Tukaj je pa kviz, ki je bil nekoč na strani Pottermore, se pravi te strani, kamor si šel za stvari o Potterju, in mi dva imava zdaj tukaj z Anžetom odprto in bova tudi odgovarjala. Res je. Na vprašanje, zdaj ta prva dva o starosti in o spolu bova sama poklikala. Zakaj? Ali ne smejo? Ne bova izdajala. Okay. Za koliko starega se definiraš, že? V zapiskih je link, tako da če hočete slediti z nama, kliknite. Dajte, pa pol napište. Dajte še en dodaten post na Instagram, pa napište, v katero hišo spadate. Ja, da vidimo. Kar v unga, ki poslušate, sam rečete, kva vam je kviz rekel, pa je. Ok, se pravi, leta, moj bog. Ja. A ni to zmeram bolj depresivno, to izpolnjevati? Niti ne, jaz vidim, da imam tlele še 7 let do naslednje postavke. Ok.
Okay, in zdaj greva. Okay. Evo, se pravi, ko umreš, jaz bom probal to sprot prevajati, upam, da mi bo uspelo, ker nisem tolmač. Ko umreš, kaj bi najraje videl, da ljudje počnejo, ko slišijo tvoje ime? Da te pogrešajo in se nasmehnejo, da hočejo slišati nove zgodbe o tvojih pustolovščinah, da občudujejo tvoje dosežke, in pa, ali pa četrti, da ti je vseeno, kaj ljudje mislijo o tebi, ko umreš, ker važno je pač, da si živ. Okay. Okay. Jaz bi dal kar, ne bom dal ta zadnjega, ki je preveč očiten. Ja. Pa ta prvi je preveč osladen, tako da bom med tema dvema slabima izbiral. In bom v bistvu rekel drugega. Tudi jaz. Prav, da hočejo več zgodb po tebi in tvojih avanturah. Tako, evo, okay. Dej povej, kako je bilo takrat, ko je nastavil mikrofon 0,2 črtice bolj desno? Ja. Ali pa kako je bilo takrat, ko je pižamcu elektrika zmanjkala, ne pa je mogel že sestavljati posnetke. Ampak je pižamc najdu? To je res, od 10 je to fajno, ni važno, da gremo na to razlagala. Okay. Cifra grb. Se pravi heads. Heads, ok. Jaz bom pa tails. Ok, zmenen. Ker mislim, da ta fora kakača ima rep. Amortenija je napoj, ki diši po tistem, kar tebe privlači. Če bi privlačil tebe, ne, če bi tebe hotel premamiti, po čem bi dišal? Ali po pokljajočem lesu v ognju, po svežem pergamentu, po morju, ali po domu. Morje. Jaz sem te kot pisatelj. Morje. Morje, seveda. Mondeno, istrsko letovišče. Tako. Von po morju in ribarici broj 2. Tako. Jaz sem pa pisal. Jaz sem pa težko, ker meni bi pa ta prva dva med prvimi dvema. Zato, ker bi tudi dom, jaz bi rad, da mi dom diši po temu pokljajočem ognju, ampak pač ne gre. Jaz sem rekel, ker ne, svež pergament. Svež pergament. Pergament, ki sem se. Ne bom, evo, prav tole bom pokljanje ognja, ker je pač dimljen viski tudi tleden odskrit. Okay. No, redo, naprej. Okay. Tako, kot bi Mad Eye Moody ga mal srknil, mal dal na zob. Ja. Ok. Sprehajaš se in prideš do križišča, ki vodi v 3 smeri. Ena smer vodi k morju, druga skozi gozd in tretja k gradu. Katero pot boš izbral? Morje, to so tako lahka vprašanja, da je noro. To je to. Jaz bom pa izbral gozd. Jaz sem tak gozden človek. Ja. Stric bedan, star. Mislim, da ni treba preveč razmišljati. Ja. Mrak ali zora? Zora. Ja, tudi. A si prepoznal to referenco? Ne. Od zore do mraka naša je ekipa Bivola. Moj bog, ja, v redu. Zdaj sam. Nisem slabo mislim, preveč je bilo generično. Ja. Premalo melodije, ampak ok. Mislim, še zmeraj več melodije, kot v začetku, ko ti poješ številke, če smo iskreni. Sploh ni dileme, sploh ne bom se branil. Okay. Če bi ustvaril nov napoj, ki bi ti dal eno stvar, kaj bi izbral? Ljubezen, slavo, modrost ali moč? Jaz bom rekel modrost, ker ljubezen imamo. Mislim, modrost je zelo taka, te vse, glorije, kaj? Slava, čast. Slava. Ja, jaz videl to, če že obstaja liquid luck, ne, da vidim, dokam te lahko ta prpele. Glori, prijatelji. To je to. Ja. Sultan bi ratov, zi. Luna ali zvezde? Luna. Jaz sem tudi rekel. Luna. A sem ti že povedal, kdaj, da imam eno slikanico, ki naslov si že kdaj pokusil Luno? Nisi, daj povej več o tej slikanici. Ful je dobra, Igor Šinkovec je ilustriral. On je ilustriral tudi mojo prvo slikanico, kaj se skriva očko v bradi. Oboje je šlo pri mladinski knjigi, lahko kupite na Emki. No, evo, povedal si, gre naprej. Kakšno moč bi rad imel? Nevidnost, supermoč, sposobnost spreminjati preteklost, sposobnost spreminjati svoj izgled, se pravi svojo zunanjost, branje misli ali zmožnost pogovarjanja z živalmi. Ja, ok, to je brez veze. Jaz bom dejansko rekel nevidnost. No. Pač to vem, da je kliše, čisto razumem, da je kliše, ampak
To je una, ki si mulj kvabi neviden, bum, hvala. To ali pa letet, pa letenja kleni, tako da neviden. Evo. Jaz bi pa pismo od teh, spreminjanje preteklosti je tako malo, a si tako pusi, da se nisi sposoben soočiti s svojimi dejanji. Ja. Oziroma greš biti Hitlerja, ne? Kot. Ja, a ti si bral od Stevena Frya, pa zdaj sem pozabil, kako je naslov, je ena knjiga glih o tem, kad tip en znanstvenik odkrije nek časovni portal in gre in fenta Hitlerja, oziroma mislim, da je še celo tako, da daje neki v vodo, da fotor, temu vodnaku, da fotor postane neploden. Ena ta variantica je in bomo dali zapiske naslov romana in potem se vrne nazaj in pride in naciji so zavzeli, pa naciji pa Japonci so si razdelili ZDA, zato ker je pač namest Hitlerja pa v tisti klimi, ki je obstajala, namest njega pač se uspel nekdo drug, ki je bil ful bolj sposoben od njega. Super. Tako da, jaz bom rekel, pa tole spreminjanje zunanjosti, či zaradi tega, da bi šel, pa bi se pol norca delal iz lakonje, kao, lej, jaz sem ful bolj podoben. Pet ne bi znal tako dober kon, pa teh stvari, ampak sam zgledal bi. Ja, štekam. Sam 1,5, ne 2,0. Ja. Česa se najbolj veseliš, da se boš učil na Bradavičarki? Se pravi, udejanjanja in izdejanjanja, to je to, kar se pojaviš, transfiguracije, to je to, kar dela McGonagall, kar spremeniš obliko, letenja na metli, urokov, pa teh zakletev, vsega o magičnih bitjih ali pa vsa področja magije, ki lahko. Zdaj je to, kada delava v nekem RPG-u likne. Tako da, jaz znam McGonagall, spreminjanje. Mirno. Ja. Jaz sem pa to prikazoval, to, da apparition and disapparition, čisto zaradi tega, ker veš, koliko mi bilo lažje hoditi na nastope. Ne bi se več vozil, ja, okay. Ne, to pa. Zelo praktično, pižam. Jaz bi pa končno lahko bil raca. Najboljši hokejski vratar Trnovega. Hej, vsak ima svoja titula, pižamc. Ja. Evo, spet smo pri cestah. Fulje, zdaj čakam samo še, da bo nek referenca na pop dizajne. V glavnem, katera cesta bi te najbolj mamila, da bi zakorakal po njej? Sončna, travnata pot, ali je to ozka uličica, razsvetljena zgolj z leščerbami, ali je to zavojita, ta lepa beseda, to sem se od Brankota naučil pri gospodarju, zavojita steza skozi gozd posuta z listjem, ali je pa to tlakovana ulica, ki jo z obeh strani obdajajo starodavne stavbe. To je pa kar. Mislim, ta druga se sliši kasavc. Tušej, sploh. Mogoče ta zadnja, ta pač kocke pa stare bajte, ker sem Ljubljančan in stara Ljubljana, tako da ajde, gremo to. No. Pa spet za hosto. Konsistentnost. S tem pa dobiš, vidiš, koliko je vreden kviz. Pred te postavijo 4 šatulje. Škatle. Ja, mislim, odvisno, koliko so velike, bomo videli, katero skušaš odpreti. Drobno šatuljo iz želvine lupine, ki je okrašena z zlatom, v njej pa cvili neko drobno bitjece. Pardon, bitjece, tlede drobno je že zaradi bitjeca, ki je pomanjševalnica, je redundantno. Sijočo, bleščavo, žadasto črno škatlo s srebrno ključavnico in ključem, na kateri je skrivnostna runa, za katero veš, da je Merlinovo znamenje. Potem bogato okrašeno zlato skrinjo, ki stoji na, se pravi, kaj je to, na klotfit, se pravi, na kremplastih nogah, in na kateri je napis, ki te svari, da sta v njej tako skrivno znanje in pa neuzdržljiva temptacija, neuzdržljiva, ne hočem se reči temptation, to se mi ti skušnjava, neuzdržljiva skušnjava, ali pa drobno šatulico iz Pewterje kositer, meni se zdi, čakaj, to bomo pa pogledali, mislim, da je kositer,
Tako je, Kusitrova zlitina je to, Peter, prosim se zapomnil, ki je na prvi pogled povsem navadna, brez kakršne koli posebnosti, na kateri pa je upraskan napis odprem se samo tistim, ki so tega vredni. Škaj je fora, da vse, ki si pol bral, so bolj tako, ta prva, ne, je pa, jaz samo hočem bitjece, hočem, tako da, ja, to, evo, to. Jaz imam pa ta zadnjo, zaradi tega, da vidim, ali sem vreden. Aha, ok. A veš, ne, da takoj vidimo, pač, ja, ali se mi bo odprla, sem kralj, se ne odpre, jebat ga, grem jaz zdaj, ne vem, prodajati grozdje na tržnici. Pa je pincel. Ja. Med hojo zaslišiš zvok. Kaj storiš? Očitno je tak zvok, nenavaden, nepričakovan. Previdno stopaš naprej in roko položiš na skrito palico, umakneš se in čakaš, da se vir zvoka prikaže, medtem pa ponavljaš obrambne uroke, izvlečeš palico in se postaviš v borbeni položaj, ali pa preprosto poiščeš vir zvoka. Palca ven and stand your ground, to sem jaz. Evo, jaz se pa umaknem. Okay. Jaz te prznam, prpa. Palca ven se ne sliši, ok. Vemo. Pač res se ne sliši, ok. Meni je žal, da ta soundbite obstaja. Ampak ok, naprej. Mogoče bi ga lahko na Cameo prodajal. Naprej, ne razlagajte. Kako bi rad, da se te zgodovina spominja? Da si bil moder, dober, mogočen ali drzen? Dober. Ker vsi smo malo slabi, tako da če ti to znese, ja, dober. Tle se pa tudi jaz strinjam. Ja. To je good place, ljudje gledajte, če še niste. Ja. S čim se najtežje spopadaš? Z dolgočasjem, mrazom, lakoto, samoto ali pa s tem, da se nihče ne zmeni zate? To je pa v bistvu ful dobro, zelo so si različne. Ful, da sploh ta zadnja, ta samota, ne pa da se nihče ne zmeni zate, vse je malo drugačno. Ja, ni isto. Ni isto, to pa svoje še huje, veš, da je ful ljudi okoli, pa da so vsi tako, ta Toma. Iskreno, jaz bom mraz rekel. Vem, da je bedno, ampak tako bolj, ko gledam, zato ker sem edin, sam bit, being ignored, verjemte, vsi smo bili teenagerji, ni panike. Lakota, it's all good. Ja, jaz pa se veš, da moram lakoto dati. To je bil to stari pižam, novi pižamski športa, stari, ne vem, to ti se odloči, To je karantenski pižamc. To je karantenski pižamc, pa z lakoto zmenen. Ok. Wow, ok. Kaj si ti rekel, da bi si dal mraz? Mraz, ja. Ok, naslednja je pa taka malo Indiana Jones. Okay. Pred te razpostavijo 4 kelihe, iz katerega boš pil. V enem je peneča srebrnkasta tekočina, ki se svetlika, kot da bi bili v njej izmleti diamanti. Potem je gladka, gosta, purpurna pijača, ki diši po čokoladi in slivah. Zlata tekočina, ki po prostoru pač povzroča zajčke. A ste vi rekli temu zajčki? Ja. To, kar špeglom delaš? Ja. A pa skrivnostna, črnilasto temna tekočina, tintasto črna, tintasto črna, to moraš zmeti, to jaz naredim pač kaj ink pa black, ka imaš skup, ne moraš pač črnilo, a veš, črnilno črna, ja, res. Tintasto črna tekočina, ki ti da čudne vizije. To je ta malo, to je ta iz Game of Thrones, ko je živ, ne veš, ko so pil te v unmo mestu, ki je šla Daenerys, ki ima The House of Undying, ki imajo vsi ta dušej, da kvaj že. Golden, ta zlata, v bistvu to, zajčki, jaz bom rekel zajčki. Ja. Jaz bom pa rekel ta drugo, uno gladko, gosto, to purpurno pijačo, zaradi tega, ker mogoče bom pa končno štekal, zakaj folku Mumble Trap všeč. Slurping on the Caesar. Wow. Kako je že rekel, ne, Vojko je krešil, sipamo prometazin ko limonado. Dječaci. Kaj nočeš, da bi te drugi, ne, dječaci, kiša metek? No, dober kiša metek. Ja, zdaj sta se oni dva ne delata več skupaj, veš, to je. Ja, so se spličali. Razkol na splitski sceni, ja. Moj bog, ne bomo šli zdaj v dječace naprej. Je pa, slišate nov komat od Vojkota drugače? Ne, sem videl, da je, moram še poslušati. Obama. Ja, sem videl, ja. Ko mu dal v zapiske. Dajmo. Evo.
Vojko, da poslušate. Ja. Kaj ne bi hotel, da te drugi pač kličejo, da te ima, da pač mislijo, da si navaden, neveden, oziroma pač ignorant je tudi tako lahko, ne, pač, da se ne zmeniš za stvari, coward, preplašen, ne, strahopeten ali sebičen. Jaz sem te rekel sebičen. Res, to mi je tako, ali pa ne ignorant, še to, ignoranca je bolj zajebana. Ja, jaz bi ignorantski raj, ja, to res ne bi hotel. Sebičen najde, ker smo vsi mali, ampak to pa res ne. Ja. Okay. Hosta ali reka? Reka. Jaz pa hosta. Morš. Črna ali bela, z opombo ne govorimo o barvi kože ali rase. Iskreno bela, ker vedno sem hotel biti bel v pršahu. Ne vem zakaj. Mogoče, ker prvi začneš, ampak pač bela. Jaz sem rekel pa črna, ker imam res hude. Tako, zdaj, ker tu imam več črnih t-shirtov, kot belih. Sploh, ker se skozi bele ti pa spodnja majica vidi. Pa še imel, da moraš ta belo spodnjo majico vzeti. Ne moraš ta plave spodnje majice vzeti pod belo majico. To je krep pol. Okay, pred te stopi bunkel in ti da je prepričan, da si čarovnik. Kaj boš naredil? Ga boš vprašal, zaradi česa to misli, a se boš strinjal in odšel proč, da ne sami tuhtajo o resnici, se strinjal, pač pritrdil in jih vprašal, če bi radi zaston vzorc v roka, ali ponudiš, pač, da jim pokličeš profesionalnega zdravnika. To, profesionalnega zdravnika. Res, jaz pa bolj tam jaz bi se meni tako poigraval. Kot druga, da rečem, ja, sem ja in greš. Ja. Veš prav, to je ta fora, ta Dumbledore pizda. Res je. Leva ali desna? Desna. To sem zato, ker sem pogledal roke zdaj in jaz na desni uro nosim, čeprav ne bi smel, kao. Tako da desna. Zdaj sem pa tudi jaz začel tako gledati. Rekel bom desna, kam imam tu na desni. No, evo, vidiš. Katera magična bitja bi najraje preučeval? So to kentauri, morjani, ali karkoli so pač te, ki so not v Unmu jezeru, duhovi, vampiri, volkodlaki ali troli. Zdaj, če duhove imaš, mogoče se lahko, veš, imaš žvaljenje za uno svojo najljubšo. Ne, me je že menil. V bistvu škaj je, v bistvu mer people. Se mi zdi, da so bili kar tako prikazani kot neka zanimiv ekosistem tam spodaj. Tako da ja, mer people, evo. Jaz sem pa rekel kentauri, zaradi tega, ker imam eno šalo o kentaurih, ki je meni zelo všeč. Okay. Tako pa ponovadi, povem, da je to naravoslovna šala. Ne, da, pač, tehnično gledano so kentauri taksonomsko žuželke, ker imajo 600 končin. Moj bog, samo je res 600 končin. Ja. Okay. Pa predvsem to, ker bi pa videl, če obstaja kakšen kontra-kentaver, kamarit od človeka, pa gor kona. Ja, to je vrhunsko. Ampak to pa tehnično pomeni, da bi bil cel kon, razen priti, bi bila človeška rit z nogam, ne? Ja. Realno, to je bilo kar smešno, drugače. To je bilo kar redo. Kar je pa sploh problem, kad človek pač ne seri tako kot kon z unimi figami, pa gre naprej, kako se pa s prednjimi kopiti brisal. Ja, pa je naprej. Zaradi tega so Japonci izumili WC z pipco. Ja, uni WC je hudo zgleda, to hočem enkrat probati. Ti zgleda vrhunsko, ki je to gumbo gor. Tisti, mi so se zdaj gledali, ker so prenavljali kopalnico. Da bi Japanese toilet nabavljali. Tako pač neki, ki so eni tudi tam starejši žlahti, pa ja, pa to pa so rekli, ne bomo še tam vode zaenkrat. Zaenkrat je okretnost še dovoljšna. Ok, hvala za to informacijo. Kaj bi raje videl, da bi te imeli ljudje radi, bi te posnemali, da bi te častili, da bi ti zavidali, da bi se te bali ali da bi ti zaupali? Jaz sem rekel zaupali. To se zdi, da je ful bolj kot unliked. Pač radi te imajo lahko tudi zaradi kakšnih drugih stvari. Sicer kot umetnik bi rekel, da me ljudje oponašajo. Ja, jaz bom to rekel. Jaz bom rekel, oponašajo, bom rekel. Res, ok. Pazi, zdaj pa tako. Moj bog, kakšno vprašanje. Vse smo skoraj pri koncu, zdaj smo na 25. Skoraj že na polovici. Eden od tvojih sohišačev je na Bradavičarki goljufal na izpitu in je, ker je uporabljal pero, ki samo črkovalno pero, ne, se pravi z besano. Zdaj rekel, to je pero besana. In zdaj je ta prvi v letniku
v urokih in je tebe premagal, da si drugi. Profesor Flitwick, ne, ja, on uči, on dejansko nima sam zborčka, ampak prav uči v knjigah. Ne? Je sumničal, kaj se je zgodilo, pač potegnete na stran in te vprašati, a je tvoj sošolc uporabljal prepovedano pero. Kaj storiš? Lažeš in rečeš, da ne veš in upaš, da bo profesorju Flitwicku nekdo drug povedal resnico. Rečeš profesorju Flitwicku, nekaj sam vpraša tvojega sošolca in predtem ti pa sošolca rečeš, če naš ti po resnici povedal, bom jaz. Tretjič, profesorju Flitwicku poveš resnico. Če je tvoj sošolc pripravljen, da zmaga z goljufanjem, si zasluž, da ga pogruntajo. Poleg tega sta oba v isti hiši in kjerkoli točke on zgubi, boš ti dobil, ker pač boš prvi. Ker je pravzaprav vse, ne? Ker je, če bi bil še z druge hiše, bilo še bolj. Ja, to bilo še boljše, jaz sem jih hotel reči, kaj ti to pomaga, ampak ja, ok. Ja, sploh ne bi čakal, da bi te profesor vprašal, da mu poveš resnico, takoj, ko bi izvedel, da nekdo uporablja prepovedano pero, bi povedal očitno še prej, bi se sploh začel izpit. In zdaj tle je problem te razlike med šolsko kulturo v Sloveniji in v Angliji, v saksonskem svetu. Ja. Ker plonkanje pri nas je, Ja. Kul je, znajdo se je. Bravo, prijatelj, ampak ja, ne vem. Veš kaj, meni je všeč mi je edina una, sam tam še zmeraj sničas, ne, to. Ja, ful je, tako, res mora tako. Ja, ne vem. Mislim, jaz tako sploh za svojo korist, da greš tam enega izdati praktično, tudi če je morona, ne. Ja. Iskren, ja, jaz bi ta paroga, se zlažeš, da ne veš, pa upaš, da ga nekdo drug, no. Res iskren. Pač bela laž. A veš, se dejansko si s tem tudi poslali si sebi škodu, ker bi bil ti lahko najboljši, pač pa si misliš, ne. Ja, točno to, ja. Ok, katero glasbilo najbolje ugaja tvojim ušesam? Violina, trobenta, piano, boben. Violina, hladna violina. Jaz sem rekel, v hip-hopu je fucking boben pomemben, jaz sem pa ful sem fan in, moj bog, in klavira, oni biti s klavirjem, ki je en te zadnji do takih, ki mi tako res sedeje od Schoolboy Q-ja, mislim ne, na plati je sicer mislim, da od Joey Badass, pa Schoolboy Q je zraven, Rockabye Baby, čist zloben. Ampak po drugi strani so pa violince, so pa te našpiljene violince, ki so jih delali v produkciji, niti ne to kriza, ampak pol te True Master, pa te in, moj bog, to je tak griti newyorški sound, tako da bom, ne klavir bom rekel, klavir. Okay. Dolga pot za klavir. Ja, nekaj smo mogli reči, trobenta zaradi tres delinquentes. Ti in še dva prijatelja morate prečkati most, ki pa ga straži rečni trol, ki vztraja, da se bo spopadal z enim od vas, preden vas bo spustil čez. Kaj narediš? Ali boš skušal trola zmesti, da bo vse tri spustil čez, ne da bi se spopadal z vami? Ali predlagaš, da vlečete slamice, kdo se bo spopadal? Predlagaš, da se bi vsi trije spopadali, ne da bi to povedal trolu, ker ne bo pogruntal, a ne? Ali pa si se javiš, da bi se spopadal? Jaz bi se javil, jaz imam 2 metra. Jaz sem pa rekel, da se ga pa probo na finto vršt. Katera mora bi te najbolj plašila? Da stojiš na vrhu nečesa zelo visokega in nenadoma ugotoviš, da nimaš nobenih oprinkov ne za roke, ne za noge, ne nobene ograje, ki bi ti preprečila padec. Oko v ključavnici temne sobe brez oken, v kateri si zaklenjen, da se zbudiš in ugotoviš, da ne tvoji prijatelji, ne tvoja družina nimajo pojma, kdo si, ta Kafka moment, Gregor Samsa, ali pa da si prisiljen govoriti s tako trapastim glasom, da te komaj da kdo razume in se ti vsi smejijo. Ne rečete zadnje, ker to je resnica pretepan že. To je moje življenje. Jaz mislim, da ta trojka, da se zbudiš, pa ben ne ve, kdo si. Meni je bilo tudi grozno, sem fucking strah pred višinami. Jaz pa tako prav konc, jaz moram tako prav ograji, kjer je ograja trdna, včasih, če dosti vsak moram stopiti korak 2 nazaj, ker me drugače zmeče čist. Ja. Mislim v glavi, ne čez. Okay. V ravnateljevi pisarni, v ravnateljevih sobanah na Bredovičarki je poblaznel trol. Je tik pred tem, da bo strl, zdrobil in razparal kar nekaj nenadomestljivih predmetov in zakladov, med katerimi
je tudi zdravilo za zmajske ošpice, najbrž, ki jih je ravnatelj, pa to zdravilo ga je že skoraj čist izpopolnil. Potem študentski arhiv, ki sega 1000 let v preteklost, in pa skrivnostno knjigo, napisano na roko, polno nenavadnih run, ki ne bi pripadala Merlinu. Kaj bi najprej rešil? A bi rešil Merlinovo knjigo, a bi rešil zdravilo za zmajske ošpice, ali bi rešil arhive dijakov? Zmajske ošpice. Ja. To je provex stanca pri obeh. Ja. In zadnje, moj bog, okay. In zadnje, evo, tako da če je kdo še tukaj, dobro smo jih to, da morajo počakati na nagradno igro. Zdaj se je en tako po glavi lopno, jaz bi lahko prevrtel. Vstopiš v začarani vrt. Kaj bi te najbolj, da je ofirbec, da bi prvo preučil? Ali je to drevo s srebrnim listjem, na katerem rastejo zlata jabolka? Ali so to tolste rdeče mušnice, ki se očitno pogovarjajo med seboj? Ali je to brbotajoč tolmun, v čigar globočinah se vrtinči nekaj svetlečega? Ali pa je to kip starega čarovnika z nenavadno lesketajočim očesom? Bazen. Ja. Jaz bi pa meni se zdi prvič v lifeu šel kaj do unih gobic in bi si nabil Flatbush Zombies. Okay, si pripravljen? Sem pripravljen. Zdaj kaj, submit answers kliknem, ne? Submit answers. In? Ok, no daj čak, 3. Zdaj pa tako, da ne bi delal. Ja, daj prosim, da... Gryffindor! A res si dobo Gryffindor? Ja. Jaz še nisem kliknil, come on. 85%. Ja, no daj prvo ti povej. 72 za Hufflepuff, 65 za Ravenclaw, pa 63 za Slytherin. Ajde, ok, lej, 3... Zdaj, zakaj sem živčen, brezvezen kviz, jaz ne vem, kaj sem nervozen, kar neki. Čakaj, ok. 3, 4, tudi Gryffindor, stari. Ja, to. 79%, meni se je bolj razporedil, očitno. Koliko si pa Slytherin, koliko ti kaže, na katerem mestu imaš Slytherin? Zadnjem, ampak so tako, Ravenclaw pa Slytherin sta 46 pa 44, tako da realno gledam, ne. Jaz sem pa več pri vseh, a kaj? Ja, jaz sem bolj enakovredno sem odgovarjal, ne, za vsako. Jaz mislim, da si ti si bolj bunkel, Anže. Okay. To je bolj to. Sorry, takoj žalitve. Tvoja sova nikoli ni priletela. Moj bog, ok. Preveč vas je bilo, tako bom začel. Kje nas je bilo preveč? V Gryffindorju? Moj bog, ja, jaz ne vem, ta nagradna igra, jaz mislim, vem, da veliko več ljudi dejansko posluša, ker pač imam to statistiko, ampak si zmeraj misliš, pa kdo bo to izpolnil. In sem takrat rekel, dejva, da ta obrazec bo ljudje nekaj napisali, njih 25 ljudi se bo javili in to bo to, in dva lahko vse prebrala in bo piu, ne. Pa tako izpada, da mislim, da se je bilo 108 ali 110 ali ne vem več, koliko. Pa eni ste dejansko ful veliko napisali. Jaz sem vse prebral, ok, res sem čisto vse prebral in to, kar bova zdaj malo izpostavila, sploh ni jagodni izbor. Ampak ne vem, mislim, tako, res je bilo preveč fajn ste, res ste se potrudili, razen 3 ljudi, ki so dali tako z 2 besedi odgovor, pa tudi tisti so bili kakšni smešni, tako da čisto ok. Jaz bi prebral sam za uvod enega, ki sem ga zdaj videl. Goran Završnik, naš prijatelj Goco iz Kamnika se je prijavil. Wow. In njegov, ker sem vrgal kos betona v bazen na mešalko, za katero je odgovarjal pižam. Pripravljen je bil priznati to, čeprav da je Goran, če smo iskreni, ti kos betona ni bil kos betona, ampak ti, ki si te lebno v bazen. Imeli smo v Kranj, kjer je ta bazen, ne, kjer so zdaj pač, okay, trenutno ne, ampak koncerti pa vse, smo imeli nekaj časa not teater in je bila vzad tako lepo ena zavesa in je Goran cel dan okoli letal tam, ampak pa, ki je bilo pa treba pospraviti, je pa stopil direkt v lukno, pa se po zavesi dol prdričal in padel na mešalko, ki je pripadala nekemu znanemu kranjskemu glasbeniku in pa so morali mi to zrihtati. Važno, da je to zdaj kle priznal. To je priznal, mislim, da to se šteje, to je kar. Se šteje. Ampak daj ti raj, kakšne dobre prebere. Ok, zdaj pa, mislim, dobre, že spet, res preveč ljudi je fajn napisati, res to nočem nekaj, ampak bom šel čez, na konc bova pa dala v random.org, to je en fajn sajt,
bova dala pač od 1 do 110 ali kakorkoli je številko in bo sajt zbral 112, ker so vmes zdaj, ko smo snemali, sta še 2 prišla. Jezus, ok. In pač bo spletna stran bo zbrala zmagovalca, mi da ne vardati s tem, ker ste se preveč trudili, to se pač hočeva distancirati od tega, tako da računalnik bo zbral nekoga. V glavnem, komu bo Manjuška dala palico vrednosti 50 evrov. Tako, in bomo mail povezali z Uršo, ki je bila najin kontakt, pa Manjuški pa so te zmenili. V glavnem, se pravi, imamo klele recimo, palico si želim, ker že od 12. leta spremljam Harry Potter zgodbo, pri 30 in pol sem še vedno enako obsedena, tako obsedena, da sproti preverjam dejstva v angleški in slovenski izdaji, cela polica različnih knjig vezanih na Harryja, izdelam plašč, kravate, nogavice, trenerke, pajkice, nogavice, obleke, 3 pikce, nočem vedeti, kam gre ta spisek. Palica bi bila noro dobra, prav bi prišla tudi pri poučevanju v razredu, sicer zdaj le nadaljavo, se pravi nekaj perfoksa, Katja, da več nam rekel. Pa imamo Žigata, eno že imam, ampak potrebujem še eno, da lahko uživam v svojem naginju poslušanju glav. Teh šal, mislim, da je bila 4 sem imel te, da če imaš 2, nekak suši kombo. Mislim, čisto redo šala, Žiga je bil sam prvi, zato sem ga prebral. Ok, pa imamo pa eno, ki sem Pižanca vprašal, a jo prebereva, pa jo bova, ker ne vem, če jo prav razumem, bom to... Ampak ne bova imena. Ne bova pa nič imena. Bova zaščitila vse upletene. Sem prebrala, je bova mislila si svoje, lahko nam pišete, če prav ali pa narobe razmišljava. Glede na odgovor si je ne zaslužim, ampak edino tole mi je prišlo na misel, se opravičujem, v oklepaju. Palico, wand potrebujem, ker zaradi te situacije, ki je ne smemo imenovati, počasi postajam Nymphadora Tonks. Zdaj, jaz mislim, da je to... A lahko jaz rečem, koliko slabo. To je izjemen razlog. Oh, moj bog, ok. Pol je eden, David je napisal, palco si zaslužim zato, ker navijam za New York Knicks in si res zaslužim, da vsaj enkrat nekaj dobrega zgodi. To je za vse, ki vejo. Za vse une, ki ste mi pisali, da full folka gleda NBA in Harryja Potterja spremlja, tako da ta je za te. Škaj bo zanč sem naredila? Brooklyn spremljaš te novo sezono, spremljam, ja. Ki je bil Mark Cuban, ne? Enkrat tako je imel cameo, ki je posodil avion enemu, Pontiac Banditu, in pa 2 tedna zatem pač, ki je en prizor, čisto kot 2 v dvigalu se pogovarjati in sta kao pač, da je pač stari, ne moreš Porzingisa prodati, veš, pač ne moreš ti tradati človeka, ki je toliko visok, ki ti meče trice. Ja, kar je dosti res. Tako da upam, da dobiš palco, David. Kje smo? Z mojo zaročenko sva šla v London prvič v življenju, samo zato, da sva šla v Warner Brothers studio Harry Potter in to je edina stvar, ki sva si jo gledala. To je krevska. Tudi v M&M's štacuno nista šla. Pri nama se načeloma vse vrti okrog Harry Potter, celo matching tattoo si imava na to temo in omaro, v kateri so razstavljene samo Harry Potter stvari, tako da sta top fana. Anže, daj ti sami nekaj povej, tle, ljudje ti pišejo te HP stvari pa to. Ja. Koliko časa si rabo, da si začel to brati Harry Potter in ne Hewlett Packard? Še zdaj, me moti to. Zame je to Hewlett Packard. Omara, polne printerjev. Drugače pa to sem hotel reči, ker sta napisali, da sta top fana, a sta bila v LA-ju? Nista top fana, gremo naprej. Moj bog. Okay, hčerki sem prebral na glas vseh 7 knjig. Vsaka čast, sem to rekel. Vsaka čast, Martin je bil to. Pa imamo pa Dejana, ki je napisal v angleščini pesem, ki sem pol šel googlat kitice in presežem, mislim, da ni spizdena. Tako da bom samo eno kitico prebral, ne cele, ker je res dolga, ampak vsaka čast. In kako bi palice govorile, in pol je Voldy's broken elder wand would scream avocado kedavra and turned everything to green. Na ta način je model si res fajn. Pa mogoče enega ljubših zapisov, ki smo ga dobili. Ker sem v času karantene preko Tindra spoznal full fajn punco, s katero sem se dobro ujela. Seveda odgovorno samo preko sporočil in se sedaj kar redno pogovarjava. Ena od najnih skupnih točk je tudi ljubezen do Harryja Potterja, zato mi je predlagala vajin podcast, ki sem ga zato še z večjim veseljem poslušal.
No, ampak ostal sem pa zaradi kontenta, bravo, fanta, ne tega reči, ker veš, da bomo vse prebrali. Če dobim palco, jo bom podaril na prvem pravem zmenku, klicaj in pazi to. Pa takoj naslednja, ker je pa še enkrat je izpolnil, ne? In zato bom pustil to noter. Never mind, pravkar izvedel, da je palce ne dišijo. Glave, as seen on Tinder. Ja, točno to. Kje si ti izvedel za glave? Na Tinderju. Na Tinderju. Tako da res še kakšnega bi prebral, ampak so že tako dolga, da namo preveč. Ampak moramo prebrati še eno, ki je tudi že bila v LA. Tako, pa Nastja je napisala, da je, ker sem bila tudi že v LA, true fan, se temu reče, true fan. Pa ful je bilo enih avokado šal tudi. Zelo velika avokado šal, res. Tako da res, ful hvala, tudi zelo velik, v bistvu zelo velik, 3 ljudje so omenjali, se mi zdi, Backstreet Boys na nek način, kar spoštujemo resnic. Tako da res v redu. Pa veliko je bilo tega, da bi s palco rešili trenutno situacijo, kar tudi kar spoštujem. No. Tako da, ja, evo, to je to, zdaj bom pa jaz sem dal v, čeprav zdaj moram, koliko moram da zdaj, na 110? Od 3, nekaj ta prva dva sta najna. Ja, od 3 do 110. Do 112. 112, ok. To je random.org. Random.org dela, jaz nimam nič s tem, jaz bom zdaj kliknil generate. Dej, koliko 5krat pritisnem, pa ta 5, ki se ti pokaže. Ok, ta 5 se mi pokaže. Okay. Ne, oziroma 8 filmov je, 8. 8, zmenen, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, številka 45, da vidimo, kaj se dogaja, bova prebrala samo ime, pa potem, kaj je 45. 45. Jaz sem rekel, skoraj da so bili Nixi. Skoraj so bili Nixi, to je res. To je to, ker si fan Nixov, se ne more nič lepega v life narediti. To je kar smešno. Sorry, David, ampak res si za eno. Okay, se pravi, malo pa takole bom prebral prvo razlog. Sanja, čestitam, boš dobila mail od mene, ti bom dal mail od Urše ali pa Urši, nekako jo bom dal skap po mail, pa se pa zmente. Se pravi, razlog pa je, zato ker imam zelo rada suši, tako kot ga Neville pripravi, sveži, plus če je ne dobim, vaju bom šefu Voldemortu zatožila, tako da kar ok. Tukaj se zdaj ponuja full šal, ki ona dela, ampak jih ne bomo. Tako, jih ne bomo omenjali. Jaz bom sam rekel, da trgovino Manjuška sestavlja ekipa navdušencev na znanstveno fantastiko in fantazijo, ki prodaja svoje ročne izdelke in izdelke drugih slovenskih ustvarjalcev. Linki so v zapiskih. Pa mene zanima, ali je bilo to tako njihov ime? Až, da sta bila dva na Bradavičarki, pa se neki praska po glavu, pa tako neki ven potegne, pa kaj je to, pa drug reče, ma ni uška. Ma ni uška, zihar ima boljši razlog ta ime, ampak v redu. Tako da ja, čestitke Sanja, hvala vsem, ki ste res odpisali čist preveč. Jaz moram razmisliti naslednjič, da bo to malo bolj uporabno, ker mi je malo žal, da nismo mogli vsega prebrati. Zdaj pa naslednje glave, ki bojo in seveda bojo pa ta prvi film Fantastic Beasts, tako da če ga niste gledali, poglejte, pa bomo šli skupaj čez. Tako, zdaj pa se vemo, kaj se zgodi, preden že začne gledati filme, dam mu par imen, dam mu par pojmov in more predvidevati, kaj bi to bilo. Zdaj težko je bilo, zdaj pač ok, Dumbledore bi bilo malo brez veze reči, ker predvidevam, da ve. Newt Scamander. Eden iz Order of the... Kleže ni. Čak, ali pa ne, kaj pa metla? Sliši se mi ka metla. Metla, ok, metla. Model metle. Ja, super. Okay. Nifler. Da se kontrolal deli, da probi se iz elektrike vam potegniti pa nazaj vključiti. Ma ne vem, že spet kot nekaj kasnič, neka stvar, ki leti, pa neka taka zadeva bo to. Stvar, ki leti? Ok. Yeah. No Madge. No Madge, a to je človek ali kaj je to? Ne vem. A je ime? Jaz bi rekel, da je nek človek, kolega od Dumbledorja. No Madge, kje si No Madge? Kje si Dumbledore? Ja, tako. Madge, kje si Madge? Tako bi rekel, yeah. Ok. Gnarlak. Bad guy. Okay. Obscurus. Ja, nek potion, ki te naredi obskurnega. Slavo, ok. Obskurnega. Ja. O moj bog, ja. A bo Jure zamenil, če rečem napoj milijonarja. Naprej. Makusa. Žival in to tiger.
Žival in to tiger. Ja. Super. Lethal Strange. Se pravi, sestra od Bonham Potter, ki pa unele. Okay. Ja. Si rekel Bonham Potter zdaj? Ne, Bonham Potter sem skoraj rekel, kar narobe. Ja. Yusuf Kama. Tudi še eden, to je pa ta tretji model v bendu od Dumbledorja. Meč pa Yusuf, pa Dumbo. Kakšno zvrst igrajo? Taki bisti bojsi sem ne toliko na hard, resnici, tako si jaz to predstavljam. Fanti iz oplotnice. Tako. In na Gini, tukaj je tudi nekdo na Gini. Nekdo je na Gini, pa ni kača. A to resno ali to trolaš zdaj? Kaj misliš? Kaj misliš, da je tukaj na Gini? Če ni kača, ne vem. Na Gini. Je kakšna druga mogoče vzhodnjaška specialiteta? Je mogoče ramen? Ne. Mogoče vrsta ramena? Mogoče to pečeni žlikrofi? Ne, pa bo že spet žval, ne, valjda žval, ker je to ime, ne, ampak ne bo kača, ampak bo kva, neki, mogoče eno dun, kaj je bil Buckbeak ali kaj, recimo, da je... Grifon. Ja, tako. Ok, super. Anže, me veseli, nekatere od teh stvari bodo v prvem filmu se razkrili, nekatere v drugem. Tako da, hvala, ker si se mi pridružil na tej poti. Hvala, ker sem bil lahko tvoja Beatrič, ki te je vodila skozi ta nebesa Potterjevega sveta. In prišla sva tukaj, zdaj pa padeva dol v spodnji krog pekla. In zdaj sem jaz kar naenkrat postal Ovid in te bom vodil naprej. Ja, a povej še info na hiter in pa rečeva adijo. Smo na Facebooku, kjer nas najdete kot Aparatus legitimna FB skupina, za tistih 16 normalnih ljudi na Twitterju smo na Aparatus _si, sicer je pa tale podcast izključno izobraževalne narave. Podpri.si. Hvala. Hvala, res hvala. Dajte na Instagram, to, prosim. Dajte, klikante, dajte še vi ta kviz, da vidimo, ker naredite screenshot pol vseh teh procentov, a si ti pustil odprtega, že si? Sem. Jaz sem si že naredil zajem zaslona, zaslonski zajem, Zizi Top, Zlatko Zahovič. Pa dajte tudi to pol na Instagram in naj potegite, lahko tudi objavite seveda v legitimni FB skupini, v glavnem, dajmo biti skupaj v tem virtualnem svetu, če že v resničnem ne moramo. Res je. Tako da jaz bom zdaj rekel adijo. In še enkrat hvala vsem, pižam pa tudi sklepom. Tako je, pridružite se nama, tako kot se nama bo znova pridružilo na Gini. Čau.